Večini verjetno bo kar dober dan še enkrat, z enimi smo se že kar na prejšnjih delavnicah videli, mal nehvaležna vloga, zdajle 5 do 4, tako rekoč, pa upam, da boste še malo potrpeli, da še tale prispevek zaključimo. Torej, na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, kot sem verjetno že omenila v predhodnih predstavitvah, razvijamo to ustanovo, našo organizacijo kot prostor, kjer ljudje znanje prejemajo, ga medsebojno delijo in tudi vračajo nazaj v skupnost. In ena od teh oblik vračanja znanja nazaj v skupnost je organizirano prostovoljstvo starejših. S temi programi organiziranega prostovoljstva, kjer se povezujemo z drugimi ustanovami v okolju, želimo predvsem preseči to podobo pasivnih starejših, preseči podobo karitativnega prostovoljstva, absolutno ga spoštujemo, ampak želimo razvijati prostovoljstvo, kjer starejši vstopajo v to prostovoljsko vlogo s svojim znanjem, s svojimi izkušnjami. In seveda, torej, to je nekako naše gledišče, po drugi strani pa kaj pa prinaša njim samim potem, prinaša seveda neko vključenost, prinaša občutek vrednosti, pripadnosti, samopodobe, boljše samozavesti, predvsem pa tudi seveda povezovanja z drugimi organizacijami. Zdaj, kje razvijamo, na katerih področjih prostovoljno delo? Predvsem na področju kulture. Želimo, da se jim pomagati, poiskati poti, da se vključijo, kot mi imenujemo, kulturni mediatorji, lahko bi dejali tudi kulturni animatorji v delo muzejev in galerij. Potem kot vrtni prostovoljci v Botaničnem vrtu v Ljubljani in pa kot humanitarni projekt UNICEF-ov Punčka iz cun. Zdaj, tole je trenutno stanje, skozi leta našega delovanja smo imeli že več takšnih projektov, morda je bil še najbolj izstopajoč, ko so se naši starejši študenti vključevali kot prostovoljni kulturni mediatorji v Narodnem muzeju Slovenije, to je nekako vendarle naša osrednja muzejska ustanova. Zdaj, da ne bi zahajala mogoče preveč podrobnosti, ampak vendarle je treba razumeti, ni vse tako enostavno, da ti nekako razviješ sodelovanje z neko javno ustanovo, nekega nacionalnega pomena, terja svoj čas, terja svoje prizadevanja, terja posluh z nasprotne strani. Lahko se tudi zgodi, da se vodstvo v neki javni ustanovi zamenja in niso več naklonjeni temu prostovoljskemu sodelovanju in imamo mi neko veliko odgovornost do ljudi potem, ki smo jih zapeljali v neko zgodbo, kjer so se oni naučili vodenja, spremljanja po razstavi, usmerjanja obiskovalcev in potem se znajo mnogotere situacije tukaj dogajati. Covid je bil primer, ki je zelo prekinil to sodelovanje, in potem ponovno vzpostaviti vse to sodelovanje z javnimi ustanovami, terja svoj čas, terja svojo energijo in ponovno terja nek posluh na drugi strani. Mogoče nekaj fotografij, da bo bolj privlačno. Tukaj je naša študentka, gospa, ki stoji ali sedi, ki je tako frontalno. To imamo obiskovalce z Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Frankfurta. Prostovoljka govori tudi angleško in je sprejela prostovoljce in jih tudi v angleškem jeziku popeljala po Prirodoslovnem muzeju. Kaj delajo prostovoljci v Prirodoslovnem muzeju? Vodijo delavnice za otroke, tukaj se vključujejo, vodijo po razstavi Dotikanje dovoljeno, usmerjajo obiskovalce, jih spremljajo po razstavah in podobno. V Botaničnem vrtu v Ljubljani, tukaj vidimo na vaši levi fotografijo, kjer se pod vodstvom profesor Bavcona usposabljajo, spoznavajo vrt. In na drugi strani, na desni, je tudi fotografija, kjer prostovoljka vodi skupino obiskovalcev, mislim, da so to iz Zagrebške univerze za tretje življenjsko obdobje. Torej, vstopajo v zelo aktivne vloge, ki jim dvignejo njihovo lastno vrednost
predvsem jih pa vpenjajo tudi z nekim delovnim kolektivom. Se spomnim, ko smo imeli prostovoljce v Arhitekturnem muzeju v Ljubljani in so potem pripovedovali, mi se počutimo kot enakovreden del tima. Zjutraj nas povabijo zraven na kavo, skupaj prerešetamo, kako bo delovni dan potekal, kaj bomo počeli. A veste, in ta občutek pripadnosti, da ponovno spadaš v nek socialni krog, da upoštevajo tvoje znanje, tvoje izkušnje, je neprecenljive vrednosti. In za drugo stran tudi, ker tudi potem zlagoma te javne ustanove, če tudi morda katere niso toliko sprva naklonjene temu sodelovanju, kajti tudi za javno ustanovo je to neko delo, neka odgovornost, zlagoma spoznajo vrednost tovrstnega sodelovanja. No in potem sem že prej omenila ta humanitarni projekt Punčka iz cunj, ni dovolj zgolj šivanje, oblikovanje krojev, gre tudi za vloge, kjer zbirajo material za šivanje, gre za prirejanje samostojnih razstav, gre za učenje otrok, dostikrat gostujejo, morda pred korono bilo to bolj izrazito, v vrtcih, osnovnih šolah, kjer predstavljajo ta projekt, učijo otroke tudi, da se vključujejo v projekt. Sicer pa cela naša ustanova, ves koncept delovanja stoji na samoorganizacije študijskih skupin z nekim prostovoljcem, animatorjem na čelu in tudi sicer čim bolj vključujemo naše starejše študente, da prevzemajo čim bolj vidne odgovorne vloge, nas predstavljajo na raznih javnih dogodkih, sodelujejo pri vpisih. Med temi javnimi dogodki, recimo to je vsakoletni festival Lupa na Ljubljani, ki se odvija, ker se nevladne organizacije predstavimo. In to je velike vrednosti, ker pravzaprav sami predstavijo bodočim kolegom ali širši javnosti poslanstvo dejavnosti, neko energijo, ki teče na naši univerzi za 3. življenjsko obdobje. In morda preden kolegici naši prostovoljki Mirjam Bevc Peresuti predam besedo, razvijamo tudi gibanje Znaš, nauči drugega, to je prostovoljsko medsebojno darovanje znanja, zaenkrat poteka zgolj na področju medsebojnega računalniškega opismenjevanja. To gre za neko kratkoročnejše sodelovanje, recimo pač ne znam nekega programa uporabljati, dam to v eter, ena koordinatorica to med nami vodi in se poišče nekdo, ki to zna in pač preda to znanje. Tako da gre za neko medsebojno učenje spretnosti ali obratno, nekdo drug potrebuje pa nek jezikovni pregled besedila, pa se tudi ta vloga zamenja. Zelo zgoščeno, zelo na kratko, Mirjam Bevc Peresuti je naša študentka na univerzi za 3. življenjsko obdobje in je naša prostovoljka. Bi prosila, če še njej prisluhnete, da podeli z vami svoje izkušnje. Hvala lepa. Dober dan. Ko sem se vpisala na univerzo za 3. življenjsko obdobje, me je doletelo vprašanje, poleg tega, da ste si izbrali študijsko skupino, ali ste pripravljeni tudi delati kot prostovoljka. Brez premisleka sem odgovorila, da nisem vedela, kaj me čaka, kaj to pomeni, ampak zdelo se mi je, da imam dovolj energije, da lahko nekaj še naredim. Tako sem postala najprej animatorka v svoji študijski skupini. In moram reči, da na začetku sem bila malce izgubljena, potem sem se pa kar dobro znašla, kajti kaj pravzaprav je animator v študijski skupini. To je tisti vezni člen med mentorjem, študenti v študijski skupini in pa seveda univerzo. Vse veste, če je skupina recimo 30, 40 ali tudi manj ljudi, vedno je nekaj, kakšno vprašanje, kakšen mali problemček, ki ga je potrebno rešiti in morda na zvezi z mentorjem, treba je to posredovati, lahko se kaj zatakne, recimo pri vplačilih, izplačilih ali kakorkoli, 1000 ali bolezen ali karkoli, 1001 drobna stvar je,
ki jo potem animator oziroma animatorka prenese potem tudi na univerzo. Profesor dr. Ana Krajčeva temu pravi, da je animator duša študijske skupine. Ja, na nek način se strinjam, dejstvo pa je, da sem samo prva med enakimi in mislim, da nam kar uspeva, vsaj v moji skupini, da delujemo tako, kot je treba in vse stvari, ki se pojavijo, naj bojo to študijske težave, če se pojavijo, ali pa tudi tiste, se veste, pol na koncu se je treba pa tudi kdaj malo poveseliti, malo kam usesti, malo pogovoriti, tudi to so stvari, ki jih pač organizira animator skupine. Po drugi strani pa moram reči, da delujem tudi na univerzi v smislu takrat, kadar so vpisi. Takrat pomagam, usmerjam bodoče študente ali pa tiste, ki želijo mogoče karkoli spremeniti pri svoji študijski skupini, da želijo zamenjati ali kakorkoli. Včasih se zgodi, da nekdo pride s točno jasnim ciljem, jasno izraženim interesom, bil bi član te ali druge študijske skupine, ampak ja, ne vem, kako to zgleda, recimo to so taka posrečena ali manj posrečena vprašanja, potem pa morda še koga pripelje, ki je rahlo zgubljen, pa ne ve, a bi ali ne bi, pa ti prepričaš, poveš, mogoče ga svojo pripovedjo, razlago prepričaš, da se poskusi, vpiše ali kakorkoli. Mu pojasniš, kako poteka pouk, kako potekajo študijski programi in kaj pravzaprav, kako se lahko znajde. To so neke take stvari, ki so zelo pomembne in mislim, da je to kar zanimivo. Moram reči, da takrat, ko smo po cele ure sedimo v raznih prostorih in usmerjamo, to mine kot blisk, ne? Ker ljudje pridejo in klepetamo malce, seveda, ker smo pač taki študenti na koncu koncev in drugače sprejmejo bodoči študenti recimo neko razlago od študenta, ki že hodi in obiskuje nek študijski krožek. Tretja stvar, ki bi jo rada omenila, je pa to, da sem tudi članica skupine za zagovorništvo. To se sliši mogoče ne vem kako, ampak v bistvu gre predvsem za to, da zastopam univerzo na določenih javnih dogodkih, pa ne samo recimo, kot je danes tak dan, ko smo skupaj na tem letnem posvetu, ampak recimo, ko skupaj z njimi obiščemo odločevalce, ki odločajo tudi v kakšni finančni pomoči ali kakšni drugi usmeritvi za našo univerzo. Takrat pač povem kakorkoli določene stvari, ki so pač za tisti trenutek in za temo pogovora primerne, tako da se veliko dogaja. Hkrati pa tudi obiskujem recimo določene druge univerze, tam predajam svoje poznavanje, svoje izkušnje in včasih tudi napišemo kakšno pismo mestnim odločevalcem, da nam naj tam pomagajo ali kakorkoli, včasih bolj ali manj uspešno, se veste, tisti, ki razpolagajo z denarjem, so pri tem zelo, zelo previdni. Ampak mi se trudimo, ustrajamo in jaz upam, da nam bomo uspeli. Mislim pa tudi zdaj, če z osebnega vidika povem, prostovoljstvo meni nekaj pomeni. Jaz sem vesela, da lahko nekaj drugim dam, recimo. Dokler imam moč, energijo, voljo in dinamiko v sebi, zakaj pa ne? Mislim, da je to neka malenkost, ki jo lahko vsak med nami, če seveda želi, tudi uresniči. Hvala. Hvala za živo predstavitev. Zdaj ne bom rekla, Jana, super vezno sistem za celoto tam, ne? Ker počnete, ampak seveda tole živo iz prakse. Gre posebej že čestitke. Hvala. Dobili smo bolj realno predstavo, kaj pravzaprav počnete. Zdaj pa mene zanima, kaj ste po primarni stroki in kaj je tisto, kar mogoče vam v vašem delu manjka. Zato je verjetno, da je tisto, kar je razlog za to, da bi se dodatno izobraževali in učili. In če gradite prostovoljstvo, verjetno razmišljate na univerzi, kako bi prostovoljno mogoče oblikovali kakšen program usposabljanja za take prostovoljstvo. Veliko stvari za eno samo vprašanje. Po primarni stroki sem novinarka, sicer zdaj že nekaj časa ne več. Ampak zdaj moram reči, da nisem, ker sem bila prepričana, da boste Alijani zastavili vprašanje. Ne vem, če sem en delček zgrešila v vašem vprašanju, to moram povedati. Mene zanima, kaj vam mogoče manjka pri tem poslu, ki ga počnete. Kaj mi Aha, v bistvu pogrešam. Težko bi rekla, da karkoli pogrešam, ker se vedno, vsakokrat znova znajdem v neki novi in drugačni situaciji. Danes recimo je drugačna situacija, druga vprašanja, druga vsebina, druga tema in moram reči, da se ob tem zelo veliko naučim. To je meni pomembno. In jaz nekako ne bi preživela v neki monotoniji ves čas. Se mi zdi, da to tudi večini ljudi nekako ne ustreza. Rabim spremembe
In ja, mislim, da mi življenje v sodelovanju ali pa v vključenosti z univerzo vsak dan prinese nekaj novega, nek nov izziv. Vse včasih rečem tudi ne moram iskreno povedati, ker pač me tudi čas malo preganja, če sem lahko za trenutek osebna, ampak trudim se in ja, mislim, da je glede na to, kako bogati so ti študijski programi, ki jih ponuja Univerza za tretje življenjsko obdobje in koliko nekih mednarodnih dogodkov, koliko tudi drugačnih v lokalnem nivoju, jaz mislim, da mi pravzaprav v tem trenutku nič ne manjka. Če pa mislite, da jaz želim kakšno posebno, ne vem, medaljo za zasluge ali kakorkoli, mislim, da je to neprimerno, da ne bi o tem niti razmišljala. Ja, to pa bi morala tudi povedati, da smo imeli usposabljanje, tega nisem povedala. Mislim, da je prav, da smo imeli posebni in da ta usposabljanja potekajo skoraj da vsako leto. Nas pokličejo, se pogovorimo, povemo, kje smo imeli težave, tako da smo razčistili čisto vse. Ja, tega znanja je vedno premalo, se strinjam, Ema, seveda. Tudi mi ne vemo vsega, vključimo tudi včasih slovensko filantropijo, včasih zunanje strokovnjake, ampak se strinjam. Mislim pa, ne glede na to, da je pa izjemno dragoceno, da v takšni organizaciji, ki pač dela za starejše, s starejšimi, da sami sebe predstavljajo, da svoje potrebe jasno artikulirajo v javnosti tudi, ne zgolj pri nas, ampak tudi v javnosti, naj si bo to skozi medije, naj si bo to na javnih dogodkih in temu sledimo, da sami zase spregovorijo v nekem javnem prostoru. Ne? Hvala lepa.